Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v 6. čut. V tej epizodi Jan Plestenjak, Peter Grašo, Sixpack Čukur Bere moje misli. in Modrijani. Star je čisto narek. Sile. Jana Plestenjaka ni treba posebej predstavljati. Je eden redkih slovenskih estradnikov, ki brez težav napolni dvorano z nekaj tisoč obiskovalci. Verjetno pa malo kdo ve, da Jan poleg kitare zelo rad igra tudi karte. Obiskal sem ga v zaodrju, da preverim, ali je morda tudi jasnoviden. Si imel ti kdaj kako izkušnjo? 6. čuta, tako intuicija? Pa ja, jaz verjamem v intuicijo in mislim, da te energije verjetno kot otrok jih imaš in jih z leti izgubiš in tudi stik z naravo in čut opazovanja in nekako verjetno, ko smo toliko bombardirani z vsemi televizijami, telefoni, enostavno ne znamo niti vonjati vetra, recimo. Ne. Ja, res je, se strinjam. Ja. In tudi jaz sem poskus, danes naredil en poskus, bi želel s tabo narediti. Ja. In da vidim, kako nama bo šlo, gre za čisto intuitivno igro domišljije. Okay. Tako da te tako prosim, daš tako roko. Ja, evo. Super. Poglej, imam 4 karte, Dobro. pa da je ta prst čez, da nam ne Dobro. pade po tleh. Okay. Ti Drži. povem eno skrivnost. Ja. Tukaj imam 4 dame, so 4 kraljice. Dobro. Ampak ker je za igro domišljije, bom jaz 2 ven vzel, sicer sta nevidni. Ja. Pa mi povej, kaj vidiš, a sem ven vzel 2 črni dami ali 2 rdeči? Črne. Res je, 2 črni sem ven vzel in jih več ni. Zdaj pa vzamem še eno od preostalih 2, Ja. bolj obrnem in jo dam nazaj noter. Torej zdaj ena kraljica obrnjena navzgor. Dobro. Pa mi povej, kaj imaš občutek, katera obrnjena navzgor. Kara. Karo kraljica? Ja. Okay. Si želiš premisliti, pa rečeš srče Ne, kralj? kara. Karo kraljica imaš občutek, da je gor Ja, obrnjena. ja. Veš, da ne gre za dogovor, je res? Seveda ne. Poglej zdaj to. Bravo. Veš kaj je dobro, Jan? Jaz Ja. sem imel tak dober občutek, da boš rekel Karina dama. Ja? Zato sem to damo. Si že uredil. Poglej, kaj sem naredil. Vzel sem jo iz drugega kompleta. No. Ampak verjetno se sprašuješ, kaj s temi damami, ne? Ja. Rekel sem na začetku, da gre za igro domišljije, Jan. Poglej, sploh nimam nobene dame pri sebi. Bravo. Super, super. Super, a ne? Ne, če bi igrali poker, recimo, bi 4 dame bile zelo dobre, da bi bil zelo srečen pri kakšnem dobrem talonu. To bi bil zelo dober poker, Ja. zelo dober. Sicer nisem kadilec, a s temi palčkami se je mogoče zanimivo igrati.
Slovenski reper Sixpack Čukur je očitno tudi nadarjen slikar. Pri ustvarjanju se zelo rad igra z izrazitimi barvami. Obiskal sem njegovo prvo razstavo v Mariboru in ga povabil na poseben psihološki eksperiment. Zdravo, tukaj smo na razstavi Sixpack Čukurja. Jaz imam zanj eno skrito presenečenje. Tukaj je listek papirja, na katerem je ena napoved. In tole je črn balon. Tale listek bom skril v balon. Pa da vidimo, če Sixpack Čukur ugane, kaj piše na listku. Servus, zdravo. Zdravo. Zdravo, kako? V redu. V redu? Še enkrat te srečamo. Ja, tako je. Ja. Ej, čestitke v tvoji prvi razstavi. Sem slišal, ne? Hvala. Glej, preden začneva, ti nekaj povem eno skrivnost. Jaz imam tukaj noter eno presenečenje zate. Okay. Noter je, ne bom povedal kaj, ampak to je zate, zaenkrat če drži, bomo na koncu pogledala, kaj je noter. Hvala. Zdaj, veš kaj me zanima, samo ker vidim, da so pač dal si svoje slike v veliko črne, prevladujem črn okvir, zato sem izbral črn balon. Cool. Ampak so pa zelo take močne. Daj mi povej malo, no, kaj te je inspiriralo, pa tudi s kako tehniko si to naredil? Veš kaj, bil sem enkrat na eni koloniji Rajka Ferka, ki je neke vrste moj mentor, delam tak na poseben način te slike in mi je pokazal in tam je nastala moja spontana slika, prva tale. Vem, da sem je takrat mudila na en koncert, drugi dan sem je šel pogledat in je že bila pol tretji dan na razstavi in sem dobil neko veselje. Zdaj sem pa začel uporabljati sam keramičarska orodja, spravi špahtle, dletere, vse te zadeve in to je... Špohtlom in z dleterjem? Ja, v bistvu to je vse naslikano s keramičarskim orodjem. Tu je tudi, lahko vidiš, križci so. A ja, to so oni distančniki? Distančniki. Tu je pač ta za namazanje lepila, ne, dleter. V glavnem to je, pač sem dodal malo sebe noter, da se malo razlikuje od vsega ostalega na sceni. Ne. Super, Ja. super, odlično. Odlično. Koliko časa ti približno vzame ena taka? Ja, odvisno, ne, veš kaj, odvisno kako se hitre barve sušijo, ker to je akril na platno, pa načeloma ni toliko, bi rekel, ni dolgotrajen postopek, ampak je bolj efektiven v tistem momentu, moraš zmešati prave barve in narediti nekaj, kar ti takrat po glavi skače. Tako da pravzaprav gre za eno tako trenutno inspiracijo? Ja, tako je. In potem probaš iz tega... Tako je. In pa še drugi dan vidiš, a je cool ali ni cool. A je za bek ali za na steno. Ja, super, odlično. Mislim, meni so všeč, vsaka je Super. posebna. Super. Ampak me pa je tudi zanimivo to, da so vsaka ima eno tako zelo močno izrazno barvo. Ne? Zdaj, ti kaj posebnega, mogoče ti katera kaj posebnega pomeni? Kaj pa vem, vsaka mi nekaj posebnega pomeni, ne. Ta, ker je prva, ta, ker je Teš 6, aktualna. Aha, ja. Mogoče mi je pa ta najbolj všeč, ker jo dostikrat gledam in razmišljam, kaj sem naslikal. Se mi zdi, da je tako zelo globoka, zelo kričeča. Ampak barve so mi všeč načeloma take, ja, žive barve. Seveda pa delam tudi po naročilu. Odvisno, ne, kako barvo bi rad imel ti, pa ti naredim sliko, ni problema. Ne? Super. Glej, bom naredil en eksperiment s tabo. Glede na to, da vidim, da imaš zelo izrazne barve, pa če te vprašam za tvojo sliko, če bi se moral odločiti za eno barvo, naprimer, katero bi izbral kot svojo barvo? Ali pa mogoče ne svojo osebno barvo, ne rabi ti kaj posebnega pomeni, čist tako na prvi vtis. Pa rečemo, kaj je to? Kaj je to bolj magenta, ne, ali kaj je to? Ja. Ja. V bistvu vidim, da je dostikrat uporabljam. To je skoraj že viola, ne vem, rdečo, ne vem. Rdeča, ja, meni je to bolj tak, je, skoraj magenta, no, torej vijolična je bolj rdeča na modro vleče, ne? Ja. Magenta pa bolj na... Ok, pa rečemo to, no. Je to sigurno, mislim, to je tvoja svobodna odločitev, jaz ti nisem nič, nočem ti nič usiliti. No, Ja, dejma to, ja. Si želiš premisliti mogoče? Ja, nema to viola. To pa Viola. je viola, ne? To pa je vijolična, ne? Ok, volaže za komuniciranje. No, čist po tebi, to je zadnja odločitev? Zadnja odločitev. Nočeš pri Magenti ostati? Ne, dajmo violo. Smo v Mariboru. Ja, vse lepo paše, ne, vijolična in rumeno ozadje. Ja, To je vijolična, res je taka prava mariborska. Ampak je to, to je tvoja zadnja odločitev. Ja. Dobro,
Zdaj imam en izziv zate, ne. Lahko treseš ta balon še malo? Čutiš? Okej, čutim. Noter je en majhen listek. Okej, se mi zdelo, ja. Ampak preden prebereva, kaj je na listku, te prosim, da jaz sem ti v to sliko nekaj skril, pa če jo lahko razrežeš, pa pogledaš, kaj je noter. Hitra ste, ne? Izgledam, kot da se hecam. Ja. Ok, ne, se res hecam. Glej, bomo pogledali, kaj v tem balonu piše. Okej. Noter je en listek, zložil sem ga čisto malo, da sem ga dobil noter, ne. Najboljše, da, glej, daj ti meni balon, pa ti vzemi nožek. Okej, ta nožek, sem mislil, take nožek sem uporabil za tule, tudi, ne, za te slike. Zdaj, prosim te, ne po mojih prstih, ampak daj malo više, tak pa 3, 4, zdaj. Ok, Okej. listek, daj ga ti poberi. Ja, jaz sploh nočem se dotikati. Noter na listek sem jaz nekaj napisal, kar sem predvideval, da boš ti izbral. Okej. Kar poglej, kaj piše gor. Že imam malo kurje kože. Vijolična. Svaka čast. Bravo. Bravo. Wow. Res, pa sem si hotel sniti na oranžno. Pa imaš srečo, da nisem šel, vidiš. A bi ti to zamenil na to balono nekot. Veš, no comment, svaka čast. Bravo. Jaz sem ti dal možnost, da si premisliš. Ja. Evo, to je to. Kaj narečem? Wow. Čestitam. Hvala, Sixpack. Nikaj. Jaz ti želim vse dobro na tvoji ustvarjalni poti, umetniški naprej, taki in drugačni glasbeni in tudi slikarski. Super. Čim več vijoličnih slik, ne? Po občutku, ne? Po inspiraciji. Ja. Torej. Hvala ti še enkrat. Tudi tebi veliko sreče. Hvala. Super si. Čau. Wow. Ojo, vidiš, ne moš verjeti. Bere moje misli. Vijolična. Pomembna barva za Maribor. Za mene tudi zgleda. Svaka čast. V zaodrju Janovega koncerta sem imel priložnost začarati tudi priljubljene Modrijane in hrvaškega pevca Petra Graša. Zavesa v zaodrju je bila presenetljivo nekam znane barve. Veruješ možda li ti v šesti čul? Apsolutno. Imaš neke iskustva iz Pa prošlosti tako? imam iskustva, to možda bi rekli da je možda je neka zamjenska riječ intuicija. Intuicija, super, dobro. Mislim, ja imam dobru intuiciju. Super. Nadam se samo da ti me nećeš pretvoriti u neku žabu sad i to na brzinu. Ja ću se potruditi da ne, da sve će biti u redu, tako da možeš da radiš koncert. Možeš me poslije koncerta pretvoriti u bundevu. Izberi si eno, katerokoli karto med v kompletu 52 kart. Torej, ne rabim barve, ampak sam As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fant, dama ali kralj. Karkoli boš izbral, to bomo uporabili. Kar na glas boš povedal, ne rabimo barve, ampak sam As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fant, dama ali kralj. Pa Katero želiš? jaz bi imel osemko. Osemko, dobro. Pa je važno kaj? Ne, bomo koga drugega vprašali. Ja. Osemka, ti kaj posebnega pomeni to število? Ne vem, všeč mi je, tak, ker je neskončnost pomeni. Dobra izbira. Si želiš premisliti ali ustrajamo pri osemki? Jaz trajam vedno do konca. Super. Ok, osemka. Zdaj dajmo reči eno barvo. Boš ti povedal eno barvo. Rdeča. Rdeča osemka. Iščemo rdečo osemko. Boš še ti povedal, torej rdeča osemka je lahko srček ali pa karo 8. Katero želiš? Prde karo. Karo 8. Je to zadnji odgovor? Karo 8. Karo, čudna karta. Vsi zadovoljni? Jaz imam v kompletu 52 kart eno karto, ki je zelo posebna. Čeprav nimaš pojma, katera karta je to, lahko izbereš eno svojo karto, ki je tebi kaj posebnega pomeni. Lahko je to mogoče Karina dama, ampak lahko izbereš katerokoli drugo. Čisto tvoja svobodna odločitev. Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ja. To je čisto tako naključno. Ali ti kaj posebnega pomeni? Ja, v bistvu slaba karta in če s tako karto zmagaš, se dobro počutiš. Zanimivo. Zelo posebna karta. To si želiš premisliti ali je to to? Ne, to je to. Pikova dvojka. Ja. Imaš možda koju posebnu kartu? Koja ti nešto posebno znači? Pa u principu ne, ali Ne, okej. trebam li izabrati ili... Ako nemaš, onda odaberi koju god želiš, može biti to kraljica Karo ili može biti bilo koja druga. Znači, 52 karte, Ne bude neka sedmica. sedmica. Dobro. Koja je sedmica? Ajmo srce. Srce sedmica. Je. To je posljednji odgovor? Je uvijek. Ok.
Srce sedmica. Lahko je bil srček, sam ne bo karo. No prav, pa karo. Karo 8. Bomo najprej poiskali karo 8. Da vidimo, kje je naša karo osmica. Karo 8, kje pa je? Ja, sej mora biti nekje karo. Karo 8. Daj roko, malo še počakaj, daj takole. Ne še obrni, to je zelo pomembno. Kažem ti, ova karta je vrlo posebna. I jaz sem na pozadino od svake karte napisal sam jednu muzičku zvezdu iz svijeta show biznisa, iz svijeta muzike. Znači, ako bi ti rekao, recimo, da ti pokažem, srce sedmica prvo srce sedmica da izvadimo, tu je srce sedmica, samo još ne, da stavi ruku, samo još ne pogledaj šta piše. Dobro. 52 kart. To ti ne bo dalo spati, Jan. Glej, namreč jaz sem rekel, da je vsaka karta je drugačna in ti bom pokazal, zakaj. Jaz sem na vsako karto napisal na hrbtno stran eno glasbeno zvezdo. Recimo, če bi ti izbral Pikovega kralja, kar nisi, bi to bil na primer Bob Marley. Če bi izbral Križevega asa, bi to bil Eric Clapton. Recimo Križeva trojka bi bili Stonesi. Naprimer, glej, vsaka karta. Adele, naprimer, je Sergio Funk, Bryan Adams in tako dalje. Marilyn Manson, Janis Joplin, Prince, Eros Ramazzotti, Jimi Hendrix, skratka, ogromno takih. Elitna družba, David Guetta, John Lennon, Michael Jackson, skratka, Justin Bieber, kdo je to? Skratka, imam tudi Deep Purple, Kylie Minogue in tako dalje, so tudi Slovenci noter, ampak rekel si, katero karto? Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ok, da vidimo, kje je Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ne še pogledati na hrbet, kar je primijo, ne še pogledati. Glej, vidiš, da ni nobene druge take, vidiš, da so vse različne. Vse različne karte. Vsaka karta ima eno glasbeno zvezdo na hrbtni strani. Zdaj, vi ste izbrali Karino osmico skupaj. Grem staviti. Boste pogledali, kaj je na hrbtni strani, jaz ne smem videti, jaz se bom obrnil stran. Pijačo ti plačamo, če pišejo zadnji Modrijani. Mogoče, ali pa tudi ne, bomo videli. Kar pogledajte karto, pokažite tudi v kamero, jaz ne smem gledati. Lady Gaga. Lady Gaga, a poznate Lady Gaga? Ja. Ja, cool, ne, jaz sem njen fan. A ja. Čakaj, bi kar vroče postavil samo tako. Tako. Pa zdaj, ko malo na take lipe očale, se šťastni. Lady Gaga, to prava izbira. Ni mi jasno, ni mi jasno. Predamo se. Naša modrost. Kamera, da vidimo, če je to vse v redu. Vse v redu. Vse v redu. Ti, če sad pogledaš, koja zvezda je na tvojoj karti, znači srce sedmica. Ja, če se okrenem, ja ne smijem da vidjeti, pokaži molim te još karto i u kameru. Dobro. Možda znaš tu zvezdu? Znam. Znaš, ok, super. Dobro. Znači, poznaješ možda ovo? Mrak. Svaka čast. Svakako. To ću mi sad objasniti poslije. To je dobra fora. Svaka čast. Amy, nema je više među nama, ali bila je kraljica. Ali je s nama. Ja sam oduševljen. Svaka čast. Amy Winehouse, dobra intuicija, Petar. Da, ili vidiš? Nisam uopće gledao prije majicu. Se na brzilu promijenio ili šta? Nisam uopće gledao prije koju si majicu imao. Pa sam ti dobro pokazao, sjećaš se dobro? Svaka čast. Možda se sjećaš koje boje bi bila prije majica? Ne. Zdaj, trenutek, jaz ne smem videti, jaz sem obrnil stran. Ti pa lepo pogledaj, kaj piše na tej karti Pikova dvojka in pokaži tudi seveda kameru. Bob. Ok, super. Počas. Kar pogledaj. Ja, plestenjak, ne, bravo. A je super. Dobar si, res si frajer. Čak, daj da vidim. Super. Lega. In to v taki družbi, ne še. Hvala za kompliment. Ja. A si videl mogoče mojo priljubljeno majico, ki jo nosim danes? Noro, bravo. Čakaj, jaz bom naredil tako. Mi paše, ne?
Bravo, čestitke, super. Hvala ti, Super. tudi tebi, hvala. Super, super, res sem fasciniran, bravo. Jaz verjamem, da se te v njegovem šovu zabavati, kot sem se jaz in res je frajer in obvlada karte. In kolikor poznam čarovnike, vem, da so triki s kartami najbolj zahtevni, tako da vsa čast. Svaki komentar je zapravo suvišan. To je bilo majstorski izvedeno, zaista. Nisam nikad imao prilike biti dio ovakvog malog mini šova i apsolutno sam oduševljen. Sam Sebastian to radi svjetski. Svet je čarovnija, verjemite v čarovnija in verjemite, da v moč misli. Ja. Redko kdaj obnemim in danes sem vsekakor. Neverjetne stvari se dogajajo in zato smo tudi modrijani uspeli. na koncertu, ja. Star je čist narej. Sila, svaka bo čas. Bravo.